Kjer se je pred 1 uro začela izredna seja svetov občin Velenje in Šoštanj. Prebivalci so zaskrbljeni zaradi vladnega interventnega zakona, ki bi omogočil izločitev premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj iz skupine Holding Slovenske elektrarne. Pristojno ministrstvo želi s tem preprečiti njun stečaj. Sejo spremlja Lea Vorašek-Pejovnik. Lea, so že sprejeli kakšne sklepe? Lepo zdrav, sklepov še niso sprejeli, kajti seja še traja in jih še oblikujejo. Razpravljajo pa o morebitnih posledicah interventnega zakona, ki mu v Šaleški dolini, kot je znano, nasprotujejo. Od vlade zahtevajo, da bo spoštovala zaveze iz nacionalne strategije za izstop iz premoga in da bo čim prej sprejela 2 zakona. Zakon o postopnem zapiranju premogovnika Velenje in za prestrukturiranje regije. Na seji so to ponovno izpostavili in izpostavili tudi svoje dvome o možnosti pravičnega prehoda. Sem so povabili vso vlado Roberta Goloba, odzvali so se 3 ministri, Kumer, Han in Jevšek. Lea, že popoldne pa so predstavniki HSE-ja, TEŠ-a in premogovnika Velenje novinarjem predstavili razloge za intervencijski zakon. Kateri so? Ja, direktor Holdinga Slovenskih elektrarn je pojasnil, da so se razmere na trgu spremenile. Zelenim prehodom se cene emisijskih kuponov dvigujejo, cena električne energije pa pada. S 1. januarjem HSE tako ne bo več mogel pokrivati stroškov cene električne energije TEŠ-a, pokril bi lahko le tržno ceno, kar pa za obratovanje TEŠ-a in premogovnika Velenje ne zadostuje. Če bi plačeval več, pa bi to bila nedovoljena državna pomoč. Kot pravi, z interventnim zakonom ohranjajo TEŠ pri življenju. Poglejmo izjavo. Rešitev, ki je na mizi, katero smo nekako skupaj s strokovnjaki preučili, bi pomenila, da bi TEŠ primarno obratoval za zagotavljanje toplote v Šaleški dolini. Elektrika bi bila kot neka vrsta stranski produkt, s tem bi bil TEŠ umaknjen iz trga in ne bi več podvržen težavam nedovoljenih državnih pomoči. Zelo torej odmeva odločitev vlade, da termoelektrarne Šoštanj pred stečajem ne bo reševal njen edini lastnik Holding Slovenske elektrarne, ampak kar država. Holding sicer tudi letos posluje z dobičkom. Neuradno je v prvih 7 mesecih letos ustvaril skoraj 228 milijonov evrov čistih prihodkov in za več kot 2-krat presegel načrte. Brez premogovnika Velenje in TEŠ-a, ki poslujeta z izgubo, bo HSE tudi v prihodnje lahko bogato nagrajeval svoje zaposlene, tako kot jih je julija letos. Podrobneje Irena Ulčar-Cvelbar. Da so v energetiki v primerjavi z drugimi panogami plače nadpovprečno visoke, je znano, a javno dostopni podatki o julijskem izplačilu plač v Holdingu Slovenske elektrarne so vseeno osupljivi. Več kot tretjina od skoraj 280 zaposlenih je julija na svoj račun prejela plačo višjo od 4.000 evrov. Rekorder med 15-terico tistih, ki so prejeli več kot 10 tisočakov, je zaslužil skoraj 45.000 evrov neto. Da so zaposlenim poleg plače izplačali letno nagrado za delovno uspešnost, pojasnjujejo v HSE-ju, kjer sicer najboljše zaposlene nagradijo po vsakem kvartalu, torej 4-krat letno. Julija pa so letno delovno uspešnost izplačali trgovcem in upravljavcem portfeljev, ki so lani dosegli nadpovprečne rezultate in največ prispevali k najuspešnejšemu poslovnemu rezultatu v zgodovini skupine. Gre za običajno prakso nagrajevanja v branži, visoke zneske zagovarjajo v HSE-ju. V HSE-ju smo bili v zadnjem času soočeni z večjim odlivom strokovnega kadra, predvsem trgovcev, upravljavcev portfelja in analitikov, saj jim je konkurenca ponudila boljše plače in višje variabilne dele plač. HSE smo prosili za nekaj številk. Zanimalo nas je, koliko denarja letno namenijo za dodatno nagrajevanje zaposlenih in kako visoke so bile letos najvišje izplačane nagrade. Podatke so nam sprva obljubili, nato pa so si premislili in sporočili le, da nam jih ne dajo, ker da jih niso dolžni posredovati javnosti. Odlično lansko poslovanje bo zaposlenim letos decembra prineslo še eno bogato izplačilo, neuradno okoli 2200 evrov bruto iz naslova poslovne uspešnosti. Toda dobičkonosnost v tej državni družbi sploh ni pogoj za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost. Zaposleni v HSE-ju in družbah v njegovi 100-odstotni lasti fiksni del nagrade v višini 645 evrov bruto prejmejo, pa če poslujejo z dobičkom ali z izgubo. Do 15% letnih prejemkov nagrade lahko dobita generalni in poslovni direktor.
Tomaž Štokelj je, kot razkriva letno poročilo, lani zaslužil okoli 170 tisoč evrov bruto, julija pa je na račun dobil tudi polovico nagrade za lansko leto, dobrih 5200 evrov neto. Zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih ne bodo več mogli delati za zasebnike na samoplačniškem trgu, uredili naj bi tudi delo pri koncesionarjih, je napovedala ministrica Valentina Prevolnik Rupel, ki je skupaj s premierjem Golobom osnutek težko pričakovane